Letošnje leto je v znamenju 45. obletnice vplivne in legendarne washingtonske založbe Dischord Records, ki jo poganjata Ian MacKaye, ki je poleg mnogih ustvarjalnih podvigov tudi frontman zasedbe Fugazi, in Jeff Nelson, vsestranski ustvarjalec, tudi bobnar skupine Minor Threat. A to ni le njuna zgodba, to je zgodba založbe Dischord, o trdem delu, skupnosti in ljubezni do glasbe. Po skoraj letu skupnega igranja so se The Teen Idols odločili za razpad. Bilo je pozno poletje leta 1980 in edino, kar je še ostalo za razrešiti, je bilo, kaj narediti z denarjem, ki se je nabral v skupnem skladu. Ves denar, ki so ga zaslužili z nekaj 10 koncerti, so shranjevali v škatli za cigare v sobi Iana MacKaya. Uspelo mi je prihraniti okoli $800. Namesto, da bi si ga razdelili, so se odločili, da izdajo ploščo. Slišite enega izmed komadov na njej. Tako so založbo ustanovili iz nuje, pripoveduje Ian MacKaye. Desperation was the art of necessity. We were just teenage kids. We were in a punk, we had a punk band. Bili smo najstniki in bili smo v punkovskem bendu. Ta bend, imenovan Teen Idols, je razpadel. Pred odhodom kitarista smo odigrali okoli 50 koncertov, s katerimi smo zaslužili približno $800. Lahko bi se odločili, da vsak član vzame $200 in kaseto s posnetki, a smo se raje odločili, da s tem denarjem izdamo album. Kontekst situacije je bil sledeč. Smo OK band iz Washington DC-ja. Nič od tega ni pretirano privlačno založniški industriji. Nikomur drugemu to ni bilo pomembno, a je bilo pomembno nam. Tako smo se odločili, da z denarjem ustvarimo dokument našega dela. Zase in za ljudi okoli nas, za sceno. V tem času se je pojavilo veliko špekulacij, zakaj ustvarjamo v bendu. Spomnim se prvega intervjuja z lokalno novinarko, ki me je vprašala, ali sem v bendu zaradi denarja ali zaradi punc. In to vprašanje me je popolnoma pretreslo. Nikoli nisem pomislil, da bi bila to glavna razloga ustvarjanja v bendu. Jaz sem bil v bendu, da bi igral glasbo. Vse, kar smo želeli, so koncerti. Nikoli nas ni zanimal denar, želeli smo skupne izkušnje s prijatelji. Mi smo prinesli glasbo, ljudje energijo in vsi skupaj smo imeli transcendentalno izkušnjo. Transcendent experiences at shows. Zgodba o založbi Dischord je zgodba o glasbenikih, ki so svojo in glasbo svojih bližnjih svetu predstavili na samosvoj način. Ian MacKaye in Jeff Nelson sta postala njen obraz. Glasbo ustvarjamo in izdajamo zato, da je slišana, pripoveduje Ian. Glasba na Dischordu pa tudi po 45 letih ostaja v rokah glasbenikov, čeprav Jeff ni prepričan, da se kot bobnar sploh umešča v to kategorijo. Poštenost je še vedno glavno vodilo založbe. Biznis, ki ga danes poznamo v glasbeni industriji, je popolno nasprotje njenih vrednot. Dischord Records je družina. Pred leti me je v Washingtonu DC, kjer se je vse začelo in kjer glasba založbe Dischord živi še danes, sprejel Ian MacKaye. Preprosta stavba, pred katero je bila posneta ikonična fotografija zasedbe Minor Threat, je polna zgodovine, ki jo Ian skrbno arhivira in dokumentira. Popeljal me je skozi prostore za vadbo, nizkoklet s tramovi, ki so med bendovsko vadbo onemogočali očesni stik med ustvarjalci in skrbno urejenim arhivom, ki je zavarovan pred požari in poplavami. Lucidno in z izjemno ostrim spominom je pripovedoval o nastopih v Ljubljani, povprašal o ljudeh, s katerimi je v Sloveniji sodeloval, pripomnil, da je ena njegovih najljubših slovenskih skupin Miladojka Junit in pokazal na stotine, če ne tisoče vestno shranjenih pisem, ki jih je prejel tako od ljubiteljev njegovega dela, kot tudi od glasbenikov. Med njimi je bilo celo pismo 15-letnega Davea Grohla, ki si je želel igrati v Ianovem bendu.
Obiskala sem tako imenovan Discord House, kamor so v začetku 80-ih preselili delovanje založbe. Vsi, ki so tam živeli, so igrali v skupinah. Bila je na prvih skupnih hiš v okolišu, hitro je postala središče druženja. Ljudje so prihajali dan in noč in velikokrat so kar mimogrede pomagali sestavljati ovitke plošč in zlagati liste z besedili. When we decided to make a record, there was some reaction because when you think about it, Če dobro pomislimo, ustvarjanje albuma je dobesedno pretvarjanje glasbe v blago. Vzamemo posneto glasbo in jo spremenimo v izdelek, ki bo prodan. Odločili smo se, da bomo ves zaslužek namenili za drug lokalni bend. Tako je Discord deloval prve 3-4 leta, v tem času ni bil plačan nihče, mi pa smo za preživljanje imeli druge službe. Ian MacKaye našteje mnoge službe, ki jih je v tem času opravljal. Bil je prodajalec vstopnic za lokalni kino, dostavljal je časopise, delil kepice sladoleda. Z izjemno delovno vnemo ima je skupaj z Jeffom Nelsonom in skupnostjo uspelo ohraniti založbo Discord neodvisno in to kar 45 let. Znana je po svoji naredi sam etiki ter po izdaji glasbe lokalnega izvora. V zadnjih letih so na založbi izdali veliko starejših, a še neizdanih albumov, prav toliko pa je tudi novih. I think in recent years we probably release as many records that are old. Če gre za novo zasedbo, s katero si želimo medsebojnega sodelovanja, gremo najprej skupaj v studio. Ian pogosto pomaga pri produciranju in miksanju glasbe, a to ni nujno. Urejene posnetke pošljemo v izdelavo v vinilne obrate, kar je precej zapleteno in drago. Ploščo pošljemo distributerjem, poskrbimo, da album prejmejo vsi, ki so ga naročili po pošti, nekaj jih razpošljemo tudi na radijske postaje. Sam se s tem sicer ne ukvarjam, a je treba poskrbeti tudi za digitalno distribucijo. Glasbena industrija se spreminja, a kar se ni nikoli spremenilo, je dejstvo, da je distribucija eden najtežjih vidikov založništva. Kako spraviti glasbo v trgovine, ko pa v Združenih državah obstaja le še peščica malih glasbenih trgovin, te pa so za sceno neverjetno pomembne. Incredibly important for music scenes is to have a record store. Tako Jeff Nelson, pomembna pa je tudi sporočilnost punk rocka, ki poudarja samo definiranje, je prepričan Ian MacKaye. For me, when I first heard about punk rock in 1978, the message I think I received was one of self-definition, meaning you can define for yourself. Sam se lahko definiraš, kdo si in kaj počneš. Ne potrebuješ odobravanja, ni treba, da se prilagajaš konceptom in definicijam drugih. V primeru Washington DC-a v punk rocku so bili nasveti drugih vedno podobni. Če želiš biti v punk bandu, se moraš preseliti v New York. To je bilo absurdno. Če ti je dolgčas, če si kreativen, če te vodi strast, si frustriran, vse te odlike so lahko recept za glasbo, ki je ne pogojuje geografija. These are not geographic terms. Geografija pa je bila del načina delovanja založbe Discord, ki jo vodita glasbenika. Ko imaš v takem primeru založbo, veš, kako je biti v bendu in kako si želiš biti tretiran, pripoveduje Jeff Nelson. When you've toured in a tiny little van and you're all sweaty and it's miserable and you don't make much money, then of course you want. Ko si prepoten na turnejah v malem kombiju in komaj kaj zaslužiš, si seveda želiš vedeti, ali lahko zaupaš ljudem, s katerimi delaš. Znanje z lastnih koncertov smo pretvorili v delovanje založbe Discord. Obdržali smo moralni kompas in razumevanje, ko smo začeli izdajati glasbo drugih zasedb. To je bilo izjemno nagrajujoče. Veliko nam pomeni, ko se oglasijo z razglednico ali pošljejo pismo. V velikih založbah se to verjetno nikoli ne zgodi. Ko pa imaš malo družino bendov, prijateljev, se ohrani oseben stik. Osebni stik in skupnost sta gonilo založbe Discord, ki prav te vrednote goji še danes, potrjuje Ian MacKaye. In my life, I felt what I really wanted was a community. I wanted to have an extended family. V življenju sem si vedno želel skupnost, razširjeno družino, kar je ostalo naša prioriteta, ko se približujemo pol stoletja delovanja založbe. Z ljudmi, s katerimi sem preživljal čas v zgodnjih 80-ih letih, sem še vedno v stikih. Skupnost, ki se je zgradila okoli glasbe, je izjemna. Obzirna, empatična, zanimiva, briljantna. Prav to je misija založbe.
Založba Dischord je v 45 letih izdala izjemno bero vplivnih albumov zasedb, kot so Minor Threat, Scream, The Gnesti, Fugazi in drugih, ki jih povezujejo iste vrednote. You come up with a concept, you have this, you're young and you're idealistic. Ko se kot idealistična mlada oseba domisliš koncepta in ga tudi uresničiš, ko se ta začne res premikati, naj bi se prilagodil tradicionalnemu sistemu. Ampak to ni naš način. Že od začetka smo si zadali, da bomo dokumentirali specifično podtalno glasbeno skupnost v Washington DC. Nimamo pogodb, ker sodelujemo s prijatelji. Naše delo temelji na zaupanju. Izplačila za avtorske pravice pa pripravljamo na roko. I wrote royalty checks by hand. Vse to na Dischordu ostaja, verjetno na eni zadnjih založb, ki deluje po principu poštenosti. 45 let skupnost raste skupaj z založbo, ki kljubuje požrešnemu ustroju glasbene industrije. Jeff Nelson si ob tem želi še več ustvarjalnih let, a ne na način, kot glasba na lestvicah nastaja danes. Every generation says this about the new music that they don't understand and it's not the kind of music that they grew up with. Vsaka starejša generacija graja mlajšo, saj in njene glasbe ne razume. Kljub temu pa se mi zdi, da je trenutno toliko popularne glasbe, umetne, računalniške, popolno nasproti temu, kot je ustvarjanje za to, da se ljudje zberejo in skupaj najdejo glasbeni jezik. Po mojem mnenju le še peščica ameriških najstnikov odide na koncert in je priča glasbi, ki je ustvarjena v tistem trenutku na odru. The actual band playing the actual music. Prava ljubezen obstaja in to je ljubezen, ki jo do glasbe čutita Jeff Nelson in Ian MacKaye, ki je pomisleke v nadaljevanju svojega dela sicer imel, a jih je hitro ovrgal. Živi precej neobičajno življenje, ki pa ga izpolnjuje. But every day I wake up, well, first of all, I wake up with too much to do that I want to do, but also Zbudim se kadarkoli in lastim si svoj čas. To je neverjetno darilo, ki mi ga omogoča zaupanje umetnikov in glasbenikov, ki so nam zaupali odgovornost in skrb za svoje albume. Ko sem pred leti pomislil, da tega ne zmorem več, sem si rekel, da je prav zdaj čas, da prepoznam izjemno odgovornost, za katero so mi ljudje zaupali. Mi se moramo potruditi, da je njihova glasba na voljo vsem, ki jo želijo slišati, da do glasbenikov pride vsak prihodek, ki ga njihova glasba ustvarja. Hkrati pa moramo misliti na prihodnost in na pravice umetnic in umetnikov tudi takrat, ko naju z Jeffom več ne bo. Podpiramo tudi nove založbe in bende v našem okolju in to je način, da še vedno nadaljujemo v skladu s svojo misijo podpreti underground glasbo. continuing with the original mission, which is to support the underground music here in this area. Ian MacKaye težav in preizkušenj v glasbenem svetu, ki je drugačen od tistega v začetku 80-ih, ne vidi. Vidi samo delo, ki ga vestno opravlja. Formati glasbe se sicer spreminjajo, v začetku je založba izdajala le 7-inčne vinilke, na neki točki je postala glavna kaseta. Ko je izšel album Repeater zasedbe Fugazi, je ta prodala več kaset kot vinilnih izdaj. Prišli so še CD-ji, ki so izpodrinili kasete. Založbi Dischord formati, na katerih izdaja glasbo, niso pomembni. Gre za evolucijo, ki jo Ian MacKaye primerja z vremenom. It's a little bit like the weather. Like every day, I wake up. Vsak dan se zbudim, si pripravim čaj in pogledam skozi okno. Včasih je vroče, včasih sneži, včasih dežuje. Kakršnakoli situacija je, se primerno oblečem in grem v dan. Tako vodimo tudi posel. Zbudimo se, pogledamo čez okno in vidimo, kaj moramo postoriti danes, da bo glasba na voljo poslušalcem in poskrbeti za ljudi, ki delajo v Dischord pisarni. 4 redni sodelavci so namreč tisti, ki vse to uresničujejo. Po 45 letih je Dischord še vedno pomembna založba, hvaležen sem vsem, ki so ustvarili ali kupili albume. A relevant label in any shape, form or size. Yes. I think, wow, I really owe my gratitude to all the people who have either made the records or bought the records. Hvala založbi Dischord, ki je dovolila uporabo glasbe, uporabljene v prispevku. Whoa, whoa.